Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Tokrat v oddaji iz našega studia gostimo predstavnika delavcev migrantov Pomurske regije. Z nami je Zvonko Jerman. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Delavci migranti po večletnem prizadevanju za ureditev svojega davčnega položaja še vedno glasno opozarjate državo, naj uredi to težavo čezmejnih delavcev. Prav zaradi tega ste se včeraj zbrali pred uradi Finančne uprave Republike Slovenije po vsej Sloveniji, med drugim tudi v Murski Soboti. Kakšen je bil namen? Namen je bil preprost. V zadnje čase dopošiljajo Finančni urad odločbe. Te odločbe so različne, glede same samoprijave, napovedi so bile oddane v roku. In s tem zvezi se tudi postavlja različna vprašanja, recimo. Gre za znesk od tisočaka vse do 7000, govorimo za leto. Potem so različne vprašanja, ker so ljudje ostali brezposelni, so v Avstriji dobili tako rekoč imenovano Abfertigung, oziroma nadomestilo tisto. To se mu spet obdavči. Potem so ljudje dali davčno napoved v letu 2015 za leto 2014 in do dan še niso dobili dobene odmere za dohodnino. Se pravi, tu se je spet postavilo vprašanje, zakaj, če za nas velja zakon, da moramo se nekih rokov držati, zakaj pa se potem država ne drži teh rokov, oziroma odgovori so potem tako rekoč, ne zmoremo, recimo. Pol so še recimo primeri, ker ljudje so pač videli, da morajo to dohodnino dati davčno napoved, pač da prihaja do teh velikih zneskov. In te velike zneske, da se jih izogne teh velikih zneskov, so si pač dali neko akontacijo, začun akontacije, da potem to na koncu leta ne pride takih velikih razlik. In prav zaradi tega smo se odločili, da pač gremo po vprašanje oziroma odgovore, osebno kontaktiramo za stik s temi ljudmi, ki so nam poslali te položnice. Na vse zadnje, da vidijo to stisko, ki jo čutimo, in da nismo samo številke, ampak smo tudi ljudje, ki dobimo te velike zneske in se potem soočamo, zakaj take zneske, recimo. No, tukaj ne govorimo samo o Pomurju, ampak celotni Sloveniji. Delavci migranti so razpršeni po celotni Sloveniji. Točno tako. Bilo je javljeno pač, da gremo, ker vedno več prije vprašanj na nas kot sindikat, ker če ste že sestavili te zneske oziroma odločbe, zakaj se pol tudi osebno ne kontaktira te ljudi, tako recimo kot jaz osebno, sem dobil 6500 evrov na podlagi samoprijave, jaz sem podal za 5 let samoprijavo, 1 leto, 4 leta sem upošteval ti stroški v zvezi z potnimi stroški, z malico, ampak za 1 leto enostavno sem več ne upošteval. Tudi sem šel samo za vprašanje, ampak iz izkušnje povem, da kot na Finančnem uradu Gornja Radgona nisem dobil podatkov, oziroma so bili zgolj, prišel je novi zakon. Pa sem rekel, dajte vi meni ta zakon. Ja, ne vemo, napotili so me v Mursko, tam se tudi želel odgovor, zakaj je do take razlike, zaenkrat pač se mi ne priznajo več stroški, če sem vse v isti uri oddal, recimo, za vsa 4 leta bilo priznano, za 1 leto pa enkrat več ne. Ja, bil je zakon in kot tega se zahteval od te osebe, dajte vi meni ta zakon, da ga prečitam, ali res to obstaja, zakaj mora jaz nekaj plačati. Prvo je bil skeptičen, oziroma je rekel, da se pač tako ne obnašam, ker sem pač seveda mi že po domače rečeno mi je to dopizdilo. In na koncu tako daleč smo prišli do pogovora, da me je napotil do namestnice direktorice in tam sem dobil potem odgovor po nekem minutnem, polurnem pregovarjanju, da pač to ni zakon, ampak je prišel samo odlok s strani Fursa. In potem sem tudi vprašal, kako za to, recimo, če sem jaz dal leta 2014 samo prijavo, vi pa ste meni to obdavali 2015, ko bi ne prišel novi odlok, junijom, in s tem odlokom ne bi več se upoštevali pri samoprijavah te olajšave, kot so potni stroški za malico in ta splošna olajšava, ki je bila 7500 evrov za čezmejne migrante. So rekli pač, da tak je in ne glede, če so oni meni po letu nikome to obravnavali s tem, kak je prišel zakon veljav oziroma odlok junija 2015, potem odloki bo oni meni obravnavali, ne glede, da sem že leto dni pred tem oddal davčno samoprijavo. No, takšnih delavcev je verjetno še veliko več, ki iščejo odgovore. Včeraj vas je pred Mursko-Soboški urad prišlo okoli 60. Je prišlo nekaj 60, žal še jih je dosti več ljudi, ki ima enake probleme, ampak žal niso vsi informirani, ker ker ogromno ljudi si,
kaj bi rekel, nima spletne strani, mi še momentalno večino preko spleta objavljamo, zdaj širimo tudi nekako ta verigo, da se pač objavlja tudi preko teh delegatov, recimo, ne, občinskih delegatov, da ljudem dopovemo, da pač imajo pravico, marsikateri mislijo, ok, to bi pač prišlo strani države in to moram poravnati, niti nima, se zatiska, se ne upa iti po odgovor na FURS, ampak proba nekako sam to problematiko rešiti, kar pa ni naš namen, da jim pomagamo, recimo, da se ta problematika nekako reši skupnimi močmi, recimo, ne. Imam tudi primer, recimo, sodelavca, samo banalen primer, je dobil napoved za 50 €, da je pač dolžan, da poplača te davčne, ampak ker je pač imaš ti časa 30 dni, da to poravnaš, je on poravnal 3 dni pred iztekom roka in seveda en dan potem, po 30 dneh je dobil domov obvestilo, da pač ni poravnal ta znesek 50 €, sklep, in že iz teh 50 € je postalo 75 €. Obenem pa so se mu usedli na žiroračun oziroma blokado žiroračuna v Sloveniji. Seveda v Sloveniji nima preliva, ker dela v Avstriji. No, sedaj ste omenili znatno majhen znesek, seveda pa je veliko delavcev migrantov, ki so dobili enormne zneske, govorimo o 8 tisočakih, vi ste sami povedali tudi 6,5 tisoč €. Pa me zanima, kako se morda izogniti temu, da ne dobiš tako veliko položnico, znesek na položnici? Za te zneske gre predvsem za samoprijavitelje, ne? Ker pri teh samoprijaviteljih, ki smo podali samoprijavo, ki je bilo tudi rečeno, ker ta borba se že vije, če tako rečem, borba 10 let, ampak do nekega zaključka ni prišlo, razen tega, da smo dobili to splošno olajšavo, ki so nam potem tudi ukinili. O tem ne bi več, ampak o tem je tudi ogromno debate. Rad bi samo to povedal, pač s tem, ko smo podali samoprijave, nam ne priznajo nobenih stroškov, se pravi stroškov v zvezi z prehrano, stroškov v zvezi z potjo, se pravi v službo, potem tudi splošnih stroškov za družinske člane, recimo, ki imamo tudi otroke, recimo tu se ne priznavajo, recimo. Zakaj? Kako utemeljujejo to dejstvo? To utemeljujejo pač po zakonu, zakon se razlaga po svoje, zakon piše tudi samoprijavitelji imamo pravico. Za samoprijavitelje gre za ljudi, ki so ne v pravem roku vložili napoved oziroma so podali premalo informacij oziroma podatkov, ki jih naknadno dokazujejo, ampak tem se glih tako priznajo ti stroški v zvezi z delom, potjo, prevoz na delo, prehrano. Vsi pač ti stroški, ki se ostalim, ki so dali v roku, priznajo, razen da dobimo obresti, zamudne obresti. Ampak to država spet po svoje razlaga, češ, da nismo upravičeni, da nismo dali v roku in se nam nimamo teh pravic. Se pravi, tisti, ki so oddali napoved v roku, se jim priznavajo te olajšave? Priznavajo se, ta splošna olajšava se je ukinila z letom 2014, priznava se jim samo ta olajšava vezi z stroški za delo in za prehrano, ne. Ampak še tu vseeno je premalo, če gledamo samo te stroške, recimo primer, ne, kako se obravnavajo nam, pa kako se priznavajo ostalim uslužbencem, ki grejo v tujino, recimo. Jaz stalno pravim, da so že tu nam kršene socialne pravice delavcev oziroma človekove pravice. Če vzamemo primer enega davčnega uslužbenca, ki pač potuje službeno v tujino, ima čisto drugačne prikazane stroške, 0,37 € na kilometer, nam je 0,18 € na kilometer. Slovenski uslužbenec zaposlen v Sloveniji in gre potom slovenske firme v tujino, ima čisto drugačno prikazano dnevnico, kot pa imamo mi. Nam pa se enači nekako z slovenskim delavcem, kar pa nikakor ne more biti, ker stroški, standard v Avstriji je vsekakor večji. Tudi malico ne dobiš za isti denar, kot jo dobiš v Sloveniji. In tu so potem dostali stroški, ki so večji in pa ne vzdrži tega, recimo, ne. Pol kaj je naslednjo, kaj je tudi sporno, recimo, jaz recimo, če vzamem, da imam v denarnici 20 €, ki jih porabim recimo za pot, pa za prehrano. Teh 20 € je že bilo enkrat obdavčeni. Zakaj pa pol oni nam priznajo te stroške, ampak te stroške nam dajo na bruto. Se pravi, to še nam enkrat obdavčijo. In s tem, ko to nam priznajo te vse stroške, nam vzdigavljajo davčno osnovo in s tem pride tudi do teh razlik. Se pravi, stroški, to, kar sem jaz porabil iz mojega žepa, je bilo obdavčeno. To meni pripada na konci zraven in to oni meče in tu je tudi en od problemov. To vse
pravilno obdavčiti, oni nam pravilno ne obdavčijo. Oni obdavčijo vse te stroške, vse te socialne transfere, ki jih dobimo od Avstrije, to se vse obdavči kot dohodek. In tu je že en srž, recimo, problem v tem notri, ne. No, vaš sindikat je govoril oziroma govori dejansko o tem, da gre za dvojno obdavčitev. Država pravi, gre le za razliko v davku. Jaz sem tu še vedno mišljenja, ker je dvojno obdavčevanje. Že če vzemo te stroške še enkrat obdavči. Bili so že obdavčeni, predno sem dobil to plačilo, kaj imam tu v žepu, je že obdavčeno. Zdaj, če še enkrat te stroške hočem, da mi povrne, še mi obdavčijo. Država se pač razlaga, to gre za razliko. Okay, če bi res oni obdavčili samo to plačo, bruto plačo, bi bila res razlika, ampak oni obdavčijo vse to, kaj recimo vsi ti socialni transferi strani Avstrije, recimo, Avstrija ima čisto drugo lestvico, kaj se tiče tega praga revščine, recimo, kot je naša lestvica, recimo, in že tu marsikaj ni usklajeno, ne. Tu je ogromno stvari, ki še nedorečenih, ki je treba. Najprej se začne recimo že sami stroški, kot pravim, ne. In že tu smo neenakem položaju, če samo vzamemo davčne uslužbence, ki gre potom države v službe v tujino, njemu se prizna oziroma so nerezidenti, mi pa smo rezidenti v Sloveniji, recimo nam, mi smo dolžni, da oddamo davčno napoved, oni pa ne. Zavedamo se, da pač država ne funkcionira, da se moramo drugače, kot da se plačujejo davki, ampak za vse državljane enakopravno in pravično, z zakonom, ne pa za ene tak, za druge tak. Pol pa govorijo, da smo mi v privilegiranem položaju, da mi zlorabljamo, da ne plačujemo davkov. Ne vem, zavedati se stalno mora država, mi smo bili prisiljeni v tujino. Nismo šli mi prostovoljno, ker takrat ni bilo zaposlitev, da si preživel sebe, svojo družino, si šel v tujino. Igrali smo dobesedno hlapca. Ogromno odrekamo se recimo družinam, zato dosti ljudi, ki gori prespi cele tedne. Prevozimo ogromno kilometrov, se pravi, ogromno smo za volanom. Vse te prihodke, kaj jih imamo, jih prinesemo v Slovenijo. Zapravimo vse tukaj, od oblačil, prehrane, gradbenega materiala in še bi lahko našteval. Tudi tako, ko je bilo zadnje čase se pojavilo po medijih, ko govorijo, da pač ne plačujemo cestnin. Avto tu zavarujem, registriram vozila tukaj, vinjete kupujem tukaj, pristojbnine za vrtce, največje pristojbnine plačujemo. Gre seveda po dohodku. Po dohodku, ja. Tako, pol, kaj se tega tiče, vsa komunalne prispevke, ostale prispevke, ki jih plačujejo slovenski delavci zaposleni v Sloveniji, glih tako plačujemo. Obenem pa se nam razlaga, da pač moramo vse te stvarite, vse te prispevke oziroma vse te, kaj bi temu rekel, vso to infrastrukturo, ki jo koristimo doma, jo moram pač za dohodnino pokriti, recimo, ne. No, ljudje so verjetno v velikih stiskah. Pred časom je odjeknila tudi novica, da naj bi mama samohranilka zaradi visoke položnice naredila samomor. Kaj lahko rečete o teh stiskah? Jaz lahko osebno vem, ki sem to stisko doživljal. Čisto enostavno, že primer po medijih se govori, oziroma ta gospa Vraničarjeva govori, ja, obročno plačevanje, pa ne vem kaj, vse ni res. Jaz sam vem, ko sem dobil to položnico, kam se obrneš. To je znesek, ki ga ne moreš plačati. Ne moreš vzeti kredite, ker imaš kredit za stanovanje, hišo, ki ga tako dolgo že to ustvariš, topel dom, ko se temu reče, da boš potem na star leta nekje preživel familijo. Kredit za vozilo, delam po 40.000 km na letni ravni, se pravi, vsakih 5 let moram vozilo meniti, ki ga rabim. In pol pa še z ene strani dobiš to veliko položnico, pa tudi če vzamemo znesek 2000, ki ga dobijo ljudje v primeru, ki redno oddajo to napoved v roko, dobijo po 2000, tudi ga ne moreš povrniti, tudi na 3 mesece ga ne moreš, ker imamo kredite, imamo šolo obvezne otroke, imamo deco, ki se študirajo, recimo. In sam lahko povem, ko sem pač zahteval, da mi dajo več kak na 3 mesece, so sprva rekli, da ne gre. Pol sem zahteval, pa če sem dobil, končno sem dobil to opcijo, da se da na 24 mesecev. V tem času, ko sem to dokazoval, da sem pravičen do 24 mesecev, mi je po navrata že trkal rubež, vekoliko ne bom poravnal, bo pač prišla delo, se bo pač rubilo.
in s tem rubilo, ok, vsede se ti na proženje za plembo vozila, ampak spet dodatni stroški, on ko pride, te obišče, spet prinese neke stroške s tem, ne? In nekateri verjetno ne vidijo izhoda. Tako. In tu je dodaten pritisk, ni nekega normalnega življenja več. Zamislite si, priješ zmučen od dela, od vožnje domov, dodatno pa pol že razmišljaš, kako bom to rešil. Da bo nekdo na vrata potrgal zato, ker si celo življenje se boril, da si ustvari ta dom in bo zdaj rekel, tako zdaj pa bo mesto tebi vzel. In tu jaz se sprašujem, še sreča, da ni vprašanje, kako dolgo, da bo res nekomu poknalo in bo nekdo drugi nastradal, čisto odkrito, ker tu pol več ne razmišlja z glavo, ker v tistem momentu imaš neki pritisk in ta pritisk hočeš, da ga pač nekako se znebiš, ampak tisto, kaj ti pač pride prvo na roke, pač to, kako bi rekel temu, se izdaš, zneseš na to osebo, recimo, ne. No, včeraj ste prišli dejansko po odgovore na številna vprašanja, prav tako ste z vprašanji hodili v Ljubljano. Kakšni so morda rezultati, ste dobili tiste odgovore, ki ste jih iskali? Kot ste sedaj sami povedali, ste zahtevali obročno odplačevanje. Ga dobijo ljudje ali samo 3 mesece? Lahko samo tako vem, bili so, ko jaz vem, jaz se sestankov osebno nisem držal, ker sem pač samo regionalni predstavnik. To ni moja naloga oziroma to so zato drugi ljudje. Koliko meni znano, bili so 3 sestanke. Na teh sestankih, kaj se je doreklo? Doreklo se, po mojem mnenju, nič ni konkretnega, nič drugega ni kot to nedogled, dogovarjanje, ampak nekega konkretnega zaključka se ne pride. To je tudi znana ta desetletna borba za civilno iniciativo Apače, ampak nekakega uspeha nikoli ni. Recimo, kaj se je doreklo se gospod Vraničarjev samo glede te odbročne plačevanje, da se to mora urediti, da ljudje so končno dojeli, da ljudje bi radi, ampak ne zmorejo to poravnati, ker pač na položnici piše poravnaj, pol pa se potoži, po domače rečeno, ne. In kako bom jaz Rok poravnal? plačila je določen. Tako, 30 mesecev, največ na 3 obroke in to ne gre skozi. In to so zdaj dorekli, da se da odobri možnost na obročno plačevanje. Pol naslednjo, kaj je bilo dorečeno, tudi glede, so začeli temu glede samoprijav, kako je zdaj s temi stroški, recimo, če zakon gliva leva, ka pač se morajo upoštevati stroški. Tu je zdaj stekla tema, ampak še ni dorečena. To je vse. Za moje mišljenje to veliko premalo. Ker podan je bilo ogromno argumentov že strani samih tem stroškov, da se ne upoštevajo pravilno oziroma pri samem obračunavanju dohodnine se ne upoštevajo pravilno, ampak žal, dobenega konkretnega odgovora oziroma ni neke luči na koncu tunela. To je samo moje, recimo, zavlačevanje, država si vzame čas, ljudje pa nimamo časa, ker vsak dan je težje prenašati to stisko, ljudje se izsiljujejo. Če bi bil namen države, ko toliko govori o izbegu možganov, mentalitete, izumiranja mentalitete, te pa postori nekaj, da ti ne bo narod odšel, kdo ti odgre, priden, izobražen ljudje. Če glih nas zmerja, da smo neizobraženi, recimo, imamo ogromno ljudi, ki so doktori, sam naš predsednik je doktor, recimo, nas pa zmerja za nekimi, so bile že tudi kritike, da smo neizobraženi ljudje, recimo Apačanci. No, pred časom, ko ste ustanovili sindikat delavcev migrantov Slovenije, je bilo tudi moč slišati, da se bodo nekateri selili. To dejansko pomeni, da se te dohodnine lahko rešite. Tako. Pač vsak je vzel usodo v svoje roke, tako smo mi pred leti vzeli v roke, da smo šli kruh s trebuhom za kruhom, tako so zdaj ti ljudje pač videli, ki v teh 10 letih boja rezultatov so videli, da ne bo uspeha, ampak so rekli, ok, reši to, nekateri so prodali, nekateri so mlade družine, predvsem mlade družine, ker imajo že tam dohodke gori, so se odselile, poiskali, dobiš tam Avstrija je dosti bolj socialna država, dobiš več socialne podpore, recimo, kar se tega tiče pri nas. Pri nas se govori veliko o sociali, ampak zdaleč. Recimo, če samo primer, mi kaj pustimo v Avstriji? Smog za sabo, ki se vozimo, pa komunalne odpadke, nič drugega. Vse ostalo sem prenesemo. In to država ne ceni. Mi vzdigujemo regijsko raven, to je najbolj nerazvitih regij, recimo, ni industrije. Ti mali gradbeniki so odvisni od nas. Mi doprinesemo, mi gradimo, mi kupujemo vozila. Razume, kaj bodo ti naši delavci, ti
delavci, ki imajo neke nizke dohodke, ki se ne morejo to privoščiti, ker ima to neko osnovno plačo dosti manjšo. In pol govorijo, da smo mi privilegirani, ne zastopimo oziroma zlorabljamo državo. Ne zastopim tega, ne bom, ampak žal. No, omenila sem ustanovitev sindikata, sedaj ste malce drugače organizirani, kajti razdeljeni ste po regijah. Tako. Kaj to pomeni? Tako, sama organizacija sestavlja vodstvo in pol pa smo delili, ker je Slovenija mala, ampak dokaj velika zadnje, ker smo ljudje, malo prebivalcev in smo razklopljeni, da zadovoljimo sam ta pretok, sam namen delovanja sindikata, da zagotovimo pomoč vsem tem, ki se želijo včlaniti, ki se soočajo z tako problematiko, ko se mi soočamo. Smo se dogovorili, da naredimo neko mrežo, se pravi, da to razdelimo, to območje recimo na Štajersko regijo, Pomursko regijo, Prekmursko regijo, Koroško regijo, predvsem te predele, recimo, kje ljudje, to so predvsem ti severovzhodni del oziroma kje meja Avstrija, Italija oziroma pač ta Italija in Avstrija recimo. Tu so predvsem ti naši Slovenci, smo zaposleni v tujini, ker so tudi možni po zaposlitvi večje. In zato recimo smo šli po regijah, jaz sem predstavnik za regijo Pomurje in ta predstavnik regije Pomurje recimo potem smo delili na občine recimo, ne. Imamo svoje občinske delegate, te občinske delegate imajo spet svoje vaške pomočnike oziroma koordinatorje, tako da tam ta dostop nekako zadovoljen recimo pretok informacij strani članov in za samega vodstva recimo zagotovljene. No, včeraj je bil eden takšen dogodek, ko ste prišli pred finančne urade po Sloveniji. Kaj bo sledilo, če ne dobite odgovorov, če država ne bo pristopila k vam in vam ponudila določene rešitve? Kako daleč boste šli? Težko reči. Vsekakor bomo dokazovali, da se nam dogaja krivica. Tudi zdaj, če že spremljate, vedno več smo na medijih, ampak žal mediji... Tukaj govorimo tudi o veliki številki delavcev migrantov, okrog 15 000. Ja, to še dejansko do mene ne vem, koliko nas je, ampak jaz predvidevam, da nas je več. Ker če to opažam, ta pomurski del, pas to je vsaka drugi hiši so ljudje v tujini, ta mladina, vse gre v tujino. In ja, nič, treba bo te ljudi dokazati, zakaj se mi kot sindikat borimo v dobro vseh nas, dokazati, kje se nam krivica dogaja. Tudi recimo zdaj mediji se ogromno objavlja, recimo, ampak objavlja se ena plat, objavlja se naša plat, čisto pomalo, ampak bomo tudi dokazali, kje je ta krivica. Ampak biti vztrajen, ne smemo obupati, ne. Mislite, da bo uspeh? Ja, jaz grem z tem v ta pogajanje, ko uspeh mora na koncu zmagati. Krivici je zadoščenje, se pravi pravica zmagati vsekakor. Kaj bi morda ob koncu najinega pogovora sporočili vsem delavcem migrantom? Naj vztrajajo? Jaz bi tako rekel, vsak naj na mesto, da se umakne, pač se zatiska oči pri tem, kaj se dogaja, naj se nam pridruži, ker v masi je moč, jaz pravim, da pač pokažemo, da ne gre za peščico, ampak gre za maso ljudi, katere pač država trdi, da smo v privilegiranem položaju. Jaz pa že stalno držim, da smo v diskriminiranem položaju, ker se nam kršijo socialne pravice delavcev. Gospod Jerman, najlepša hvala za obisk v našem studiu in ta pogovor. Sicer bomo tudi mi v prihodnje spremljali še naprej to aktualno tematiko davčnega položaja delavcev migrantov. Najlepša hvala. Hvala vam. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa najlepša hvala, če ste bili v naši družbi. Srečno.